Danes, ko je prva panda že gladko prestopila mejo starodobnika, lahko ohranjene primerke v Evropi dobite za od recimo 3 pa vse do 20.000 evrov. To je namreč priljubljen avto med zbiratelji, z njo se lahko pridružite klubom privržencev ali pa se odpravite na množična srečanja. No, za približno 20.000 pa je lahko alternativa temu tudi nova panda, oziroma, če smo natančni, grande panda. Še preden jo pogledamo od blizu, pa kratek opomnik, naročite se na naš YouTube kanal, da boste obveščeni. Grande panda je prvovrsten omađo, torej poklon originalu. Na spletu sem hitro zasledil številne komentarje pandistov, ki so rekli, no, zdaj se je pa ta prava škatla končno vrnila. Ta škatla, ki je v Italiji in širše po Evropi hitro postala ljudski avto in kultni avto družin, mladih in študentov, ki so potrebovali praktičen avto za malo denarja. Kakorkoli, avto je še posebej koristen, če se vozimo skupaj. Namreč, tokrat smo jih dali v test študentom. Spoznajte Laro, Anejo in Vida. Naše vprašanje pa se glasi, ali je lahko takšna majhna panda dober študentski avto. Pomoč ti še tle tako dosti placa. Pa še vedno bi šlo. Še tle 2 torbi, mogoče kaj. Za 3 študente je prelahka naloga bila zdaj. Tako, ja. Mislim, da bi lahko vsak imel 2 kufra s seboj. Pa še enega dodatnega študenta? Za 4 študente bi bilo po mojem gliza dosti, ja. Ali če bi imeli večje kufre, ne? Ja. Jaz si predstavljam kako babico, ko se tako vozi po mestu, je to najmanjša briga, koliko velik ima prtljažnik, ne vem, res tak. Jaz si predstavljam moja babico, res miniaturnega, ne? Za študenta, ko pa rabi vsak vikend nositi kufre domov, pa zvezke, torbe, to je kar pomembno, da ne tlači, no. Ja, mislim, važno je, da spraviš noter kufre in kolega, ne. Notranjost nove pande je zelo enostavna. Tukaj ni kakšnih kompleksnih asistenčnih sistemov, zaslon je zelo enostaven, potovalni računalnik na primer ponuja le tiste najbolj osnovne informacije, tudi ključe, poglejte, čisto klasičen in ne nazadnje, materiali so zelo takšni trdni in robustni. Glavna novost pa so številni zanimivi detajli, ki se nekako poklanjajo Fiatovi tradiciji in tisti originalni pandi. Naprimer, že samemu imenu panda se poklanja sovoznikov predal, ki je oblikovan nekako v obliko neke bambusove palice. Potem imamo tu številne napise Fiat in pa te značilne 4 črte v obliki seveda Fiatovega logotipa. No, moji najljubši detajli pa so ovali. Najprej imamo že tukaj en oval, no, drugi oval pa imamo tukaj na sredini in po njemu vozi takšna majhna panda prve generacije. No in zakaj oval? Seveda ta oval simbolizira Fiatovo testno progo na vrhu tovarne Lingotto. Fiat Panda, a vam to ime karkoli pove? Če smo iskreni, ne. Torej ne Spomnite pač na pando, ne. Spomnite na pando. Ampak kitajsko pando, vrta. Ja. ne italijansko pando. Če skupaj pogledamo eno originalno Fiat Pando, takole je izgledala zelo škatlasta. Vse to smo že videli, ja. Mislim, da ja. Imamo v zavesti, sam ne bi znali poimenovati po modelih, ja. Zdaj pa verjetno veste, da ste jo že nekje videli na cesti. Ja. A najdete kakšno oblikovno povezavo mogoče s tem avtomobilom zdaj na novi? Mislim, mogoče ta črn trak. Aha. Havba od spredi je široka in od zadaj pač odsekan na hitro. Aha. Mislim, se pa hitro pol zaključi. Je tudi take zelo oglate oblike, ne? To, ja. A najdemo tukaj strani še kakšne Tle na zanimive detajle? blatnikih so 4 črte, kot jih imamo od spredi. Aha. To je v bistvu Fiatov logotip iz 90-ih let. Mislim, tle tudi piše panda tak spodaj. No pa še en zanimiv detajlček imamo tukaj, je pa odvisno, iz katere smeri se pogleda ta plastičen del. Iz te smeri se vidi tisti Fiatov logotip s 4 črticami, iz te V smeri tej smeri pa Fiat napis, ja. Kaj je ta retro zdaj modern, kaj se vam zdi? Ja, Da. sem mogoče ne toliko, da bi opazili. Ponavadi je fajn malo nostalgije, samo mogoče smo mi glih premladi, da bi to opazili, no, da bi se s to s čim povezali, tako da nimam glih nekih osebnih občutkov glede tega, no. Aha, verjetno bi staršem več pomenilo. Tako je. Najverjetneje, ja.
Originalna Panda je bila na voljo v več različicah, tudi s 4-kolesnim pogonom, kar jo je naredilo priljubljeno tudi na podeželju in v gorskih predelih, naprimer v Alpah. Uporabljali so jo tako mestni prebivalci kot kmetje. Danes pa je glavna novost, da je Panda poleg bencinskega in blagohibridnega pogona prvič tudi električna. No, na bencinski strani imamo dobro poznani Stellantisov 1,2-litrski turbo trivaljnik z 81 kW moči, električni pogon pa tvori elektromotor s 83 kW moči, poleg tega pa še baterija, ki ima uporabno kapaciteto 43,8 kWh. No, dovolj o teh številkah, gremo se voziti. Kaj recimo mora tak avto imeti, da se udobno študentje pripeljejo iz Krškega v Ljubljano? Nič kaj preveč. Klimo. A to pomeni, da mora biti enostaven avto? Ja, saj, ko si študent, ne rabiš nekaj tak. Itak šparaš. Da je majhen, da ga lahko spraviš, recimo na parkirišče ali pa kje, ko ni glih pretirano veliko placa. Ampak da je hkrati tudi prostoren. Ponovadi je sicer fajn, da imaš prtljažnik dosti veliki, da imaš lahko prtljago vzadje. A ima študent veliko prtljage? Mislim, zdaj, če se vsak teden vozi sem pa tam, je še vedno se pol nabere. Ponovadi bi pol šel še kdo zraven, ne? Da si pol tudi stroške razdeliš. Pa če tudi pelem kakšnega kolega, ki je 2-metrski, da še zmer se lahko spravi v ta avto. Se pravi, študent se redko vozi sam. Tako, da lahko tudi svoje kolege po poti poberem in se ne bojo pritoževali, da se morajo tiščati skupaj. Potem se pa nočejo voziti s tabo, ne? Tako, ja. Prav ti častiš gorivo, ne? Ja. Je pa tudi res, da ne rabiš pa spet nekega družinski avto, ker tukaj pa spet nimaš. Ne? Se pravi, iščemo mestni avto, ki ima čim večji in uporaben prtljažnik. Mislim, meni je tudi fajn, da je avtomatik, ker lahko sam z eno nogo voziš, ne rabiš prestavljati. Se pravi, neki udobje bi pa vsem imel študent, ne? Ja, mislim, ja. Torej, klima pa avtomatik. Pa da ima navigacijo, to je tudi zelo pomembno, se mi zdi. Ena stvar, ko me pa res moti pri mojem avtu je, ker pač starejši model, da pač jaz nimam navigacije naštimane in pa moram imeti tle dol pri tem menjalniku, imam naštiman telefon in tako to res ni način za pač si dam na glas, da ne gledam, da mi skozi govori, ampak pač pojmaš res celo vožnjo poslušati isti Google, namesto da tle lepo gledaš, pač to je tako 3-krat lažje in bolj varno. Pa je fajn, če se lahko res povežeš s telefonom, da si tudi, ne vem, naštimaš kak podcast, imaš kak playlist v avtu, to se mi sploh zdi, če se s kakimi frendi kam peleš. Se je fajn včasih poslušati radio, sam se mi zdi, da je tako boljši nek vibe. Kar se mi dopade, je to, da ima to poličko, ker je pač ima ta rob in lahko tudi sovoznik odloži telefon in ostale stvari. Ena stvar, ko bi tudi rekla, da je tle nek plac, da si daš lonček s kavo, to se mi zdi, da bi bilo kar pomembno. Jaz se rad stavim na kavi, da jo lahko odložiti nekam, recimo tukaj je kar super. Ne? Kava in študentje, to je nerazdružljiva kombinacija, ne? Ja, mislim, da se svet kar deli na tiste ljudi, ki pijejo kavo in tisti, ki ne. Zanimiva delitev. A ti je pomembno, da avto lepo izgleda? Mislim, za mogoče tak prvi študentski avto bi rekla, da je včasih zanimivo, če imaš kako tako bolj živo barvo, bi rekla, da je v bistvu še zanimivo, če imaš neko živo rdečo ali pa kaj takega, no. Ja, lahko ima bolj tak hecen po eni strani. A ta Panda se ti zdi hecna? Mislim, tak mal je bolj poseben avto, pač vidiš, da ni čisto običajen. Kako to izgleda, prva vožnja z električnim avtom? Ojoj, hecno je. Zakaj? Ker gre tak fejst na hiter, spusti gas. Ko spustiš gas, začne sam bremzati. Ko se pospešuje, pa to tak feeling ima, da gre ta nekako lepše iz enega razloga. Bolj tak brez prehodov bi šel rekel, no. Zdaj, če sem čisto iskren, niti nisem občutil takšne razlike, sta oba dva zelo udobna in tudi tiha znotraj. Tam moram reči, da niti ne slišiš veliko mašine. Verjetno za študenta ni glih najboljše, če ima tak čistega električnega avto, ker ne vem, če imaš glih možnost polnjenja. Sploh, če si v nekem privatnem stanovanju, je malo težko, da se pač tako doma priklopiš na elektriko, ker boš imel pa pol stroške pač nenormalno visoke. Mislim, da se pol bi tudi recimo, če nekje sobiva z nekom, težko bi ti zdaj obrazložil. Ne boš glih delil stroške elektrike med vsemi, če imaš ti električen avto, ostali pa pač itak, da ne. Bilo verjetno kar nekaj dogovarjanja. Ja, tak, mislim, da... Za uporabo tukaj elektrike.
Zdaj si že naredila nekaj kilometrov s tem avtomobilom. A je to primeren študentski avto? Ja, mogoče bi bil kom malo preveliki, sploh za v mesto pa parkiranje pa to, ampak se mi zdi, da ko se navadiš, bi bil. Po mojem največja taka stvar, ko je, recimo, je itak cena. Pač itak ti je prvi avto, ne bo zadal, ne vem, koliko nara za to. Pa fajn je, ker ima vse te funkcije, navigacijo, klimo, vse to. Že 45 let smo torej priča isti rdeči niti. Panda je namreč vedno ponujala preprostost in dostopnost, samo da se je recept nekoliko spremenil. V 80 letih je to pomenilo pralne sedeže in preprosto mehaniko. Danes pa to pomeni učinkovitost, uporabnost, kompaktne mere in povezljivost. Študentski avto, uporaben, funkcionalen, dostopen, videz avtomobila pa ne pride na top študentsko listo. Ne, mislim, za marsikoga je to sicer želja, sam verjetno pogleda pod črto, to verjetno ni na prvem mestu, ne. Tam si pa pol malo bolj privoščiš. To bo pa tisto avto, ki ga bomo potem s prvo plačali. Tako, ja, tako.